Torej še enkrat lep pozdrav na današnji predstavitveni novinarski konferenci naših 3 koroških kandidatov, 2 kandidatk in kandidata. Pozdravljam tudi predsednika SLS magistra Radovana Žerjava, pa ga prosim kar za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa. Jaz bi mogoče uvodoma seveda dal nekaj poudarkov, programskih poudarkov na problematiko, ki je mogoče vezana tudi za te kraje, pa se potem morda še odprejo vprašanja. Najprej bi se dotaknil decentralizacije, ki je ena od ključnih točk našega delovnega načrta. Zdi se mi, da je ta decentralizacija seveda za Koroško regijo še toliko bolj pomembna, glede na to, ker vem točno, kaj se tu dogaja in so pač zgodbe popolnoma enake zgodbam, ki se dogajajo v moji regiji, torej v Pomurski regiji. Izhajam iz izhodišča, da noben otrok, ki se rodi tukaj na Koroškem, ali pa pri nas v Prekmurju ali kjerkoli v Sloveniji, ne more in ne sme biti v deprivilegiranem položaju glede na otroka, ki se rodi v osrednji Sloveniji, da ne bom rekel v Ljubljani. Torej, absolutno je potrebno storiti vse in še več, da bo standard življenja, pa pogoji življenja v teh odročnih regijah takšni, da bodo seveda ljudje želeli ostati tukaj, da bodo imeli interes živeti tukaj doma, kjer so rojeni in da jih ta deprivilegiran položaj preprosto ne bo silil v to, da bodo se selili v večje regijske centre, ker seveda s tem povzročamo sami sebi veliko problemov. Na eni strani problemov v osrednji slovenski regiji, z prometom, z problematiko infrastrukture, takšne in drugačne. Na drugi strani pa nam izumira podeželje. Zato predvidevamo, da bi predvsem odločanje in ne samo odločanje o nekaterih pomembnih zadevah, o katerih bi morali odločati ljudje sami, tukaj, kjer živijo, da bi poleg tega odločanja seveda prenesli tudi sredstva, ki bi podpirala te razne odločitve. Nemogoče je, da se lokalni župani za vsako odločitev takšno ali drugačno, majhno, veliko, preprosto morajo zapeljati v Ljubljano in tam prositi birokrate, da jim dovolijo eno, da jim dovolijo drugo, medtem ko ti birokrati praktično sploh ne vejo, zakaj se gre, kje to je in čemu je namenjeno. Tako da to odločanje bi bilo potrebno prenesti ali na upravne enote, ali na same občine, hkrati z temi pristojnostmi pa seveda tudi ustrezno podprta sredstva. Jaz verjamem, da v naslednjem mandatu in morda še več projekt ustanovitve regij ni realen, najbrž tudi ne bi bil racionalen, razen seveda, če bi se našla široka politična podpora, ampak jaz sem realist. Pa kljub temu mislim, da to zgodbo ne smemo zanemariti, ker le na takšen način bomo lahko dosegli enakomeren, pa skladen, kakokoli to že imenujemo, regionalni razvoj. Pa naj bo moj Carinik, ki sem ga zadnjič na enih soočenjih tako ilustrativno nakazal sinonim za to decentralizacijo pa za skladen regionalni razvoj. Naslednja točka, ki se mi zdi pomembna, je seveda samooskrba Slovenije z zdravo domačo hrano. Ta je padla na nivo, ki je po moji oceni kritičen, 30-35-40%. Nekajkrat sem že dejal, da pridelamo hrano samo za zajtrk, da pa bi Slovenke in Slovenci za kosilo in na večerjo ostali lačni. Naš načrt je, da v naslednjem mandatu pridelamo vse še toliko hrane, da bomo imeli tudi kaj za kosilo. Večerja bo najbrž ostala za še naslednji mandat. Zato pa bo potrebno marsikaj spremeniti, da ne bom rekel obrniti na glavo. Najprej razbremeniti kmeta tako administrativno kot davčno,
Dogaja se namreč, da kmet že sedi več časa za mizo in računalnikom kot na traktorju, ne, in takšno kmetijstvo pač ne more dati rezultate. Prodajnih poti za pridelano hrano praktično ni ustreznih, ne. Spodbudili bomo izgradnjo mestnih tržnic, ker se mi zdi, da je to ena od možnih prodajnih poti, da domačo hrano pripeljemo do nas potrošnikov brez mestnih posrednikov. In vendarle mislim, da bomo morali, da ne rekel, če že ne z milom, ne, pa silom, kot se temu reče, ne, formirati tudi verigo trgovin, po moji oceni najlažje skozi zadružni sistem. Trgovin, ki bodo namenjene izključno doma pridelani hrani oziroma lokalno pridelani hrani. Da bom lahko tam v tisti trgovini točno vedel, kupil salamo od tistega kmeta tam iz sosednje vasi. Kar se mi zdi pomembno in kar se je do neke mere vendarle razvilo tudi na Koroškem, pa po moji oceni ne dovolj, je turizem na kmetijah. Jaz trdim, da bi mogla slovenska kmetija biti eden od ključnih turističnih produktov Slovenije. To je seveda dopolnilna dejavnost, ampak v času krize, ko se je naselil strah v vse nas, se je ta strah naselil tudi v kmete in so preprosto previdni, nesamozavestni, in ta strah, to nesamozavestnost je potrebno prekiniti, da temu tako rečem, z ustreznimi spodbudami, z ustreznimi državnimi spodbudami, da se to vendarle te dopolnilne dejavnosti spodbudijo in da bodo nekaj si upali spustiti v te projekte, ker se mi zdi, da je recimo za te kraje to izrednega pomena. Poznam Šentanel, odličen primer takšne zadeve in verjamem, da bi se dalo kaj podobnega še nadgraditi kjerkoli druge v teh krajih. Izpostavil bi še les. Torej, ko sem se vozil od Dravograda sem v Slovenjgradec, sem srečal dva tovornjaka z hlodovino, ki sta najbrž peljala v Avstrijo. In ta potencial, ki ga ta regija ima in je konkurenčna prednost pred ostalimi regijami v Sloveniji, bi bilo potrebno seveda veliko bolj smotrno izkoristiti. Jaz verjamem, da se lahko skozi programe spodbujanja podjetništva na Ministrstvu za gospodarstvo, da ne rekel na Ministrstvu za gospodarstvo, vendarle najdejo načini, da bi se spostavile jedra, pa inicirala jedra, kjer bi se okoli teh jeder vendarle nastala neka lesna industrija. Pa ne govorimo o proizvodnji ivernih plošč, ampak o proizvodnji nekih resnih izdelkov, da ne rekel resnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Ker sem prepričal, glede na kvaliteto lesa, da bi to bilo možno. Da bi to morala biti prioriteta. Zagotovo bom tisti, ki bom to kot nekdo na odgovornem mestu, kolikor mi bo to dano po teh volitvah, zagovarjal. Ne samo tukaj, ampak tudi drugje, ker se mi zdi, da je les generalno tisti potencial v tej državi, ki lahko zagotovi veliko novih in kvalitetnih, bom rekel, trajnostnih delovnih mest. Še en potencial, ki ga sam vidim in obžalujem, da je šel svoja pota tako, kot je pač šel. Sam sem se naučil smučati na mežiškem smučišču. Je tega že kar nekaj let, da ne rekel 10 let. Takrat se spomnim, da je bilo mežiško smučišče eno lepših v državi, takratni Jugoslaviji. In škoda, resnična škoda je, da se tega zimskega
smučarskega turizma, da se s tem ni nadaljevalo, oziroma da se preprosto prekinilo. Ostale so Koper, kjer so neke spodbudne iniciative, pa vendar se mi zdi, da bi lahko to bil tudi še eden od možnih potencialov za izkoristiti. Verjamem tudi še kje druge po Koroškem. Seveda pa se zavedam, da brez sredstev je nemogoče karkoli narediti. In verjamem, da so v proračunu sredstva za takšne namene. Da bi se spodbudil zagon, ponovno zagon teh smučišč, ki so včasih bila prepoznavna, ki so imela svoj čar, svoj potencial in ki bi lahko bila seveda ponovno neka osnova za nova delovna mesta v teh krajih. Sicer, kaj dosti v našem delovnem načrtu ne bi izpostavljal, mogoče 4 točke. Gospodarska rast, ki je ključna za nova delovna mesta, seveda to pa generaliziram za celotno Slovenijo. Imamo jasne ukrepe, kako to storiti. Brez učinkovitega javnega sektorja in zniževanja stroškov v tem javnem sektorju seveda to ne bo mogoče. In vsi Slovenci bi seveda pričakovali, da bo pravna država pravična in da bomo verjeli. Tako da je ta pravna država tretji segment, s katerimi se mislimo resno spopasti, predvsem z vzvodom ukinitve trajnega sodniškega mandata, ki bo zagotovo zagotovil učinkovitost pravosodnega sistema. In ne nazadnje to, kar sem že omenil, seveda samooskrba. Tukaj danes predlagamo seveda 2 odlični kandidatki in kandidata v volilnih okrajih Koroške regije. Gre za odlični kandidatki, ki stopata na politični parket. Jaz verjamem, da bosta dokazali, da sta zaupanja vredni, da imata mnoge ideje, mnoge rešitve za to regijo, tako kot seveda tudi kandidat v volilnem okraju tukaj v Slovenj Gradcu, da bo Slovenska ljudska stranka po dolgem času ponovno na Koroškem dobila dober rezultat. Jaz verjamem, da generalno govorim, da bo Slovenska ljudska stranka presenečenje teh volitev in da bo presenečenje tudi tukaj na Koroškem. To sploh ne dvomim. Verjamem, da bodo še vsi trije dodali kaj svojih, teh programov, ki so vezane konkretno na vsak volilni okraj, in želim vam vsem trem veliko poguma, odločnosti in pokončno naprej. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim.